Dober dan. Danes je, oziroma bo video bolj neke politične narave. Hotel sem izraziti svoje mnenje glede dogajanja na svetu, vsaj delnega dogajanja. Naprimer, vidimo protesti, ki se dogajajo, naprimer, v Srbiji. In lahko, če ne drugega, si lahko priznamo, ne moremo zanikati, da Srbi nimajo jajc, ne? Srbi imajo jajca. Srbi imajo velika jajca, da se v takem številu združijo in nasprotujejo vladi, da nasprotujejo sistemu. Imajo jajca in zedinijo se. In so nam lahko vzor glede tega. Saj ta video bo kratek. V glavnem jaz vidim te videe, teh protestov, se tudi v Ameriki, naprimer, in po celem svetu se dogajajo, saj to ni nič novega. Cel cajt se dogajajo, že celo zgodovino se dogajajo protesti in ko jaz gledam te proteste, naprimer, ki se zdaj dogajajo, če pogledaš, ne vem, saj ne vidim cele slike in ne vem vsega, ampak v večini so v miru izraženi oziroma z nekim vzklikanjem in neko protestiranje, ni neka vojna dobesedno, ampak je neko pač vzklikanje in neko stanje, neko pač izražanje moči, izražanje hrbtenice, izražanje agresije, ampak na tak način, da ni nobenih nekih hudih žrtev. In to se mi zdi cool, to se mi zdi super, to bi tudi mi mogli Slovenci narediti. To bi mogel cel svet narediti proti sistemu. Jaz pozivam k temu in podpiram to, ampak istočasno si mislim, ok, imamo te proteste, ampak te, ki protestirajo, niso problem. Problem je to, da imamo še zmeraj ljudi, ki se bojo postavili v bran sistema, torej policija in vojska. Policija in vojska, ki se postavlja v bran vladi, v bran sistemu. Te ljudje so problem. Ker če teh ljudi ne bi bilo, ki ščitijo vlado, torej ki delajo kot plačanci za mafijo, za neke finančne interese, katerih je namen, torej vlade, namen uničenje ljudi, jaz ne vem, kako ljudem še zmeraj ne kapne, kaj se je zgodilo s covidom, ki je se realno zgodil včeraj, tako hitro, zgodovinsko, realno včeraj še tukaj covid je še tle, posledice so še tu, še živijo skozi nas, tako kot od vseh vojn, ki so se dogajale, posledice še zmeraj živijo skozi nas, še danes in še v prihodnosti bojo, še zmeraj bo imele efekt. Jaz ne vem, kako ljudje še zmeraj ne vidijo, da ni nikogar, ki je zares na naši strani, vlada ni na tvoji strani, stroka ni na tvoji strani, saj smo imeli zdaj dokaz. To je najbolj frišen, ažuriran dokaz, ki ga boš imel zaenkrat. Cepiva in cel covid genocid nad ljudmi. Spoznavam vedno več ljudi, ki so izgubili nekoga ali zaradi samega virusa, ali pa zaradi cepiva. Oboje. In kako ne bo ljudem jasno, da tretja svetovna vojna se že cel cajt odvija. Mi smo cel cajt v vojni. Cel cajt se dogaja uničenje in genocid ljudi, poboj ljudi pred očem javnosti in kadar ljudje stopijo skupaj in se uprejo vladi, so edini problem realno tisti, ki ščitijo to mafijo, ki nam vlada. Torej, policija in vojska, ki je na strani vlade, to so plačanci, to niso ljudje, ki se borijo za domovino. To so plačanci
ki delajo za denar, za spodbujanje koristi naše vlade, naše mafije, ki pač lahko nadaljuje z genocidom in limitiranjem ljudi. In če pač tega še do zdaj nisi prepoznal, si zelo slep, to je prvo kot prvo. In drugo kot drugo, kar sem hotel izpostaviti, kar mi najbolj ne gre v glavo, jaz se zmeraj vprašam, ko vidim ljudi izobešati zastavo, ko vidim ljudi izobešati slovensko zastavo, srbsko zastavo, hrvaško zastavo, bosansko zastavo, kakršnokoli zastavo, ko vidim ljudi izobešati zastavo, se sprašujem, kaj hočejo ljudje sploh s tem sporočiti. Ker, kot pravim, kaj nam pomagajo protesti, jaz podpiram proteste, protesti se morajo dogajati. Če se protesti ne bi dogajalo, se nič ne spremeni. Ampak, da bi se dokončno spremenilo, se morajo spremeniti še te, ki nasprotujejo protestom, torej policija in vojska, torej plačanci, ki delajo za vlado. In jaz se pol zmeraj vprašam, torej, po vsem, kar se dogaja skozi zgodovino in je jasno ko beli dan, da nas noben ne zaščiti, da nas od trenutka, ko si rojen, samo te perejo, ti perejo mozak, te lažejo, te uničujejo in na koncu še ubijajo, iz kakršnega koli razloga, ali z neko trajno avtoimunsko celoživljenjsko boleznijo, ali da te pošljajo v vojno, kakorkoli. Obstaja stojnen način. In v glavnem, jaz se vprašam zmeri, torej problem niso protesti, ker protesti bi v bistvu rešili zadevo. Če te ljudje, ki nam vladajo, ne bi imeli ovc, ki so jim bili sprani možgani, torej policija in vojska, plačanci, ki ščitijo to mafijo, te vladarje, če ne bi bilo tega, bi protesti dosegli svoje. Pač protesti bi dosegli svoje, bi odrinili stran vladarja in bi se pač postavilo novo vodenje, bi se postavilo. Bi protesti lahko zaključili svojo funkcijo, ampak ker imamo ljudi, ki se borijo proti protestorjem, torej ljudi, ki podpirajo mafijo, nadaljevanje genocida nad ljudmi, ki podpirajo finančni interes, ki podpirajo naše vladarje, ker imamo te ljudje so problem. In v glavnem, hočem povedati, da zaradi tega protesti ne bojo ničesar rešili in edino, kako lahko rešimo stvari, je, da se pač pojavljajo v javnosti informacijski videi, kot je ta, ker informacija je moč, znanju je moč in ljudje se moramo spremeniti od znotraj. Jaz ne pravim, da je treba ljudi prepričevati, ampak treba je predstaviti neko sliko, celo sliko, govoriti brez dlake na jeziku, predstaviti celo sliko, sploh če si bolj zaveden človek, zato da bi taki, ki so nezavedni, ki nezavedno so plačanci in delajo in podpirajo sistem, da bi lahko uvideli sploh, kaj delajo in za koga delajo, kaj podpirajo zares. Ker v glavnem to je namen tega videa in zdaj, da se vrnem nazaj na ono zastavo, ne. Jaz vidim torej ljudi izobešati zastavo in govorijo, kako so ponosni na zastavo. Zastava Srbije, Hrvaške, Bosne, Slovenije, nema veze. Izobešanje zastav vidim in pol si zmeraj mislim in se vprašam, za koga se boš ti boril? Ko vidim te ljudi, ki izobešajo zastavo, se zmeraj vprašam, za koga se boš ti boril? Ali si mogoče vojak, ali si bivši vojak, mogoče si policaj, mogoče si preprosto se počutiš, da je to tvoja narodnost in ne vem kaj. In jaz se pol zmeraj vprašam, za koga se boš ti boril? Torej, kaj tebi ta zastava, kaj tebi ta grb, ta simbol, kaj ti predstavlja? Za koga se boš ti boril? Na katero stran boš stopil? Torej, če si ti, gremo reči, Slovenec in pride do državne vojne, torej do nekih protestov in izobešaš to neko svojo zastavo in poudarjaš svojo narodnost, jaz se bolj sprašujem, na čigavi strani boš? Kakšna veze ima zastava, če mi doživljamo vojno znotraj države? Mi smo cel cel v vojni, samo vojna je taka duhovna, je torej skozi informacije lažejo nas, manipulirajo nas in skozi neke covide in cepiva nas pobijajo. Tako da je vojna, v bistvu se nam dogaja pred nosom, ampak ni na tak način, kot bi mi pričakovali in zato mislimo, kot da vojne ni, ampak mi smo cel cel v vojni.
To življenje je ena borba, cel cajt, proti sistemu. Ne vem, zbudi se človek, če še nisi prepoznal, da je tako. V tem sistemu v večini vlada Satan in zaenkrat prevladuje. Zdaj je pa na nas, ali bomo prepoznali, kaj se dogaja, ali bomo prepoznali resnično dogajanje in na katero stran se bomo dali. V glavnem, jaz se zmeraj vprašam, ko vidim ljudi, ki so ful ponosni na neke narodnosti, na grbe in na simbole in na zastavo, se zmeraj vprašam, za koga se boš ti boril. Na čigavi strani bo, ko bo prišlo do pizdarije. Na katero stran se boš dal? Kako boš vedel, na katero stran se dati? Gremo reči, da se zgodi državna vojna. Naprimer, protesti znotraj države, kaj je to drugega, in cel cajt, kar se dogaja, kot je bil naprimer nek genocid s COVID-om. Naprimer, to se je dogajalo znotraj vsake države. Torej, ko prije do takih vojn, ki se cel cajt odvijajo pred našim nosom, na čigavo stran se daš? Kaj se daš na stran, če se? Torej, znotraj države si, torej znotraj svoje zastave si. Na čigavo stran se boš dal? Za koga boš delal? Torej, če prije do državne vojne, do katere prihaja konstantno COVID, je bil dokaz, znotraj nas se je zgodila vojna, znotraj države, in ti jo izobešaš zastavo, na čigavo stran se boš dal? Za koga boš delal? Kaj ti pomeni ta zastava? Ker v resnici ta zastava ne predstavlja ljudi. Ta zastava predstavlja sistem. Ta zastava predstavlja korporacijo. Ta zastava predstavlja mafijo. Ta zastava predstavlja vlado, državo, biznis, denar. Ta zastava ne predstavlja ljudi. Ta zastava ne predstavlja dežele. Če bi ta zastava predstavljala ljudi in dežele, bi organizacija, ki je izmislila to zastavo in to zastavo predstavlja kot svojo nekaj, za čemer stoji, bi mogla ljudi in deželo, ki jo ta zastava zasega, čuvati, skrbeti in ljubiti. Ampak nas ta zastava in ljudi, ki so si izmislili to zastavo in ljudi, ki stojijo za to zastavo, jaz nimam pojma, kdo si je to zastavo izmislil, ampak ta zastava predstavlja našo republiko. Torej vsaka zastava predstavlja našo republiko. Od vsakega svojo republiko predstavlja. In torej ta korporacija, ta vladavina, ta vlada, ki stoji za to zastavo, če bi res torej stala za to zastavo, potem bi ta vlada mogla ljudi ščititi, torej ljudi, ki so pristaši te zastave, ljudi, ki se prepoznajo pod to zastavo, bi jih mogla ščititi in nuditi preventivo v življenju in kurativo. Ampak kaj dela država z nami? Cel cajt nam laže, manipulira. Nas spravlja v nevarne, riskantne položaje, kjer prodamo svoje zdravje, svoje življenje, ljudje umirajo. Ljudje so umrli v COVID-u zaradi cepiv in še zmeraj umirajo. Zato, ker so mogli preživeti. Zato, ker so mogli denar prinesti za družino. In ker so bili nezavedni in so mislili, da delajo nekaj dobrega, da se bojo zaščitili. V bistvu pa zdaj vidimo, skoraj vsaka raziskava daje ven, da ta cepiva, da to je bila genska terapija in da to je bilo dobesedno degeneriranje ljudi. Neki pojav turborakov čez noč ali pa v naslednjih parih letih. In skoraj vsak človek, ki sem ga še zdaj slišal, ki se je cepil, ima neke probleme po cepljenju. Torej, ali smrt, ali avtoimunska bolezen, ali nek rak. Res degeneriranje ljudi, torej genocid nad ljudmi se izvaja cel cajt tudi tukaj pri nas, ni nekje tam zunaj v svetu, tudi tukaj pri nas, ni samo tam v Srbiji, nekje tudi tukaj pri nas. In jaz se zmeraj vprašam, na čigavo stran se boš dal, zakaj še zmeraj izobešajo ljudje zastave? Kaj sploh zastava pomeni?
a ne vidite, da te zastave ne pomenijo nič? Izobešanje zastav ne pomeni nič. A ne vidite, da vsaka vlada isto dela s svojimi ljudmi? Nema veze, katera narodnost si, nema veze, v kateri državi si. Ta ista zastava, ki jo izobešaš, torej ljudje, ki so izmislili to zastavo, ljudje, ki vladajo pod to zastavo, ljudje, ki pravijo, da je ta zastava zakon in neka politika, te isti ljudje te uničujejo. Tvoja lastna država, ta zastava, ki jo slaviš, te uničuje. Ta zastava ne predstavlja več nič. Te zastave so izgubile ves pomen. Nobenega pomena več nima. Jaz ne razumem ljudi, ki izobešajo še zmeraj te zastave. Da kako so slepi, da ne vidijo, da ne obstaja ta neka ideja narodnosti in ne vem česa. In neke kao domovine in ne vem kaj. Kakšna domovina? Domovina smo ljudje. Domovina je narava, v kateri živimo, dežela, v kateri živimo in ljudje, ki živijo v njej. To je edino, kar je pomembno v življenju, to je vrednost nas, ljudi in tega sveta. Ljudje in dežela, v kateri živimo. In če se greš ti to neko narodnost, kot praviš, da se greš, ker izobešaš to zastavo in si ponosen na svojo narodnost, se malo vpraši, na čigavi strani si? Na čigavi strani si zares? Si na strani tega, da se ščiti dežela in da se ljudje, ki živijo v tej deželi, razumejo in sodelujejo? Ti je to pomembno? Ali ti je pomembno, da se ohranja nek status države, kjer se realno tisti, ki nam vladajo, nas dobesedno uničujejo in pobijajo? Torej stroka, intelekt na naši sceni, na vseh scenah, torej stroka, intelekt, zdravstvo, farmacija, profesori, nema veze, torej predsedniki vlada, vsi, ki so na nekih vodstvenih položajih, kjerkoli na svetu, tako ni samo pri nas, so slepi ljudje, delno slepi in delno zli. Torej, jaz verjamem, da marsikdo je zelo nezaveden in kar dela, sploh ne ve, da dela slabo, ampak pač dela naprej, ko papiga opravlja svoje delo na pamet. Marsikdo pa dobesedno, zato ker ima korist od tega sistema, vidi, da dela slabo, ampak pač bo dokončal to zlo, ki ga dela, zato ker pač to zlo bo itak minilo, on bo pa imel korist od tega. In zmeraj imaš to, zavedno in nezavedno zlo, ki ga ljudje povzročajo. In ne vem, kako ljudem še zmeraj ni jasno, ko beli dan, da sistem, za katerega mi delamo, sistem, za katerega mi živimo in plačujemo, dajemo svoje življenje, ti daješ svoje življenje za ta sistem, ti delaš za ta sistem. To, da delaš za denar, delaš za sistem. Ti s tem, ko greš v službo in plačuješ vse, ti delaš za sistem in ti daješ življenje za to in svojo energijo za to. Eni več, eni manj, nema veze. Realno vsi preveč. In to je ta isti sistem, za katerega dvigaš in izobešaš zastavo, ta sistem, ki naj bi poskrbel zate, ki naj bi te zaščitil, ki naj bi te obvaroval, ti predstavil resnico, preventivo in kurativo v življenju, zato da bi ti lahko dihal in živel kot normalen človek in da bi mi imeli na svetu mir. Ta isti sistem, v katerem si ti sužen, za njega izobešaš zastavo. In jaz se zmeraj vprašam, meni zmeraj nikoli mi ni šlo v glavo, jaz se zmeraj vprašam, za koga se ti boril? Na čigavi strani boš ti, če se bo treba dati na stran? Na neki točki se bo treba dati na stran. Zmeraj se je v življenju treba dati na eno stran ali na drugo stran, samo dve strani so. Ali si na strani Boga, ali si na strani Satana, ali si na strani resnice, ali si na strani laži. Samo te dve opcije sta v življenju. In jaz se zmeraj vprašam, na katero stran se boš dal? Na katero stran se boš dal? In to je ono, kar v prejšnjih videih govorim non-stop. Kako boš prepoznal resnico v življenju, če sam nisi blizu nje? Mi zmeraj vidimo svet takšen, kakršna smo mi sami, kolikor smo mi sami zavedni oziroma nezavedni. Mi zmeraj projiciramo naše stanje na svet. Zmeraj vidimo svet skozi nek naš profil programiranja in kondicioniranja. Zato zmeraj poudarjam, da je pomembno, da
če hočeš prepoznati v življenju med resnico in manipulacijo, med resnico in lažjo, ki se prodaja v sistemu, v katerem živimo, moraš sam biti blizu te resnice. Zato pa imam spodaj v opisu pod vsakim videom, da če prepoznaš resnico, ki jo tukaj govorim, je zaradi tega, ker si sam blizu nje. Podobno se prepozna. Moč prepozna moč. Tako je. Isti tiči tičijo skupaj. Birds of a feather fly together. Podobne vibracije se privlačijo med sabo. Oziroma vibracije, ki so na podobnih frekvencah, skupaj tičijo. Zato so itak naravni zakoni. Jaz v glavnem res zmeraj to sprašujem in mislim, da je čas, da se začne o tem govoriti malo bolj, zato ker stremimo dobesedno k propadu civilizacije, k degeneraciji ljudi, ki se itak že odvija, že je v teku, že je v vsakemu od nas. Mi smo vsi, tako kot je porast avtoimunskih bolezni, še v zgodovini človeštva ni bilo. Tako kot je porast avtoimunskih, ubijalskih, celoživljenjskih, trpečih bolezni še v zgodovini človeštva ni bilo. Takšno kot je depolarizacija ljudi, torej toliko kot so ljudje ne več v svojem naravnem polu, to pomeni moški v moškem in ženski v ženski, toliko kot je te depolariziranosti, torej da je moški ženska in ženska moški, tega toliko še ni bilo v zgodovini. Toliko tega, da si ljudje ne zaupajo več, da moški ne zaupa ženski, da ženska ne zaupa moškemu, da si ljudje ne zaupamo, da ne stojimo skupaj in da se ne borimo zase in za drugega, tega še toliko v zgodovini ni bilo. Mi smo na propadu človeštva. Mi smo na propadu človeštva in marsikdo si samo misli, pač vsak živi svoj life in si misli, pač kar bo. Boli nas kurac varianta. Kar pač bo. Ali bo konec človeštva, vseeno, če ne bo konec človeštva, bojo pač ljudje samo šli naprej, kot je bil zdaj COVID in bojo pač naprej živeli svoje življenje. Kar pač bo. Na tak način se ne bo nič spremenilo. Na tak način se ne bo nič spremenilo, dokler si sam pri sebi ne razjasniš, torej ne sediš torej s svojimi mislimi in si ne razjasniš, na čigavi strani si. A sploh vidiš resnico dogajanja v svetu? Ali živiš v nekih svojih iluzijah in si misliš, da zdaj, jaz kar to govorim, sem fuknjen? A ne vidiš, da se po svetu odvija horor? Na čigavi strani si? Kaj hočeš povedati s tem, ko izobešaš zastavo? A ne prepoznaš, da obstajajo samo ljudje in vlada, ki uničuje ljudi? Kakšni Slovenci, kakšni Hrvati, kakšni Srbi? Kakšni Avstrijci, kakšni Kitajci? Kakšne rase, kakšni jeziki, kakšne religije. Če ne prepoznaš vseh profetov kot bratov med sabo, potem niti svoje religije ne prepoznaš. Ne vidiš, da si skondicioniran v neko prepričanje, ki ti je bilo vsiljeno, ki sploh tvoje ni, ki sploh tvoje želje niso to iskrene, to sploh tvoje originalne misli niso, to sploh ni tvoja avtentična in pristna izbira, to sploh tvoja svoboda ni. Kako ne prepoznaš, da si sužen okov te vlade, te elite, ki vlada svetu. COVID je bil istočasno genocid in posmehovanje ljudem in potem greš ti izobešati neko zastavo. Ma za koga se boš boril? Pa kaj ne vidiš, da so samo ljudje, mi, obični ljudi in elita, ki uničuje in skuša skontrolirati te ljudi, nas ljudi, z nekim strahom in z pohabljanjem in koncu z ubojem. Uboj nad ljudmi se konstantno dogaja. Konstantno se dogaja genocid, pobijanje ljudi in pohabljanje ljudi. Akutno pohabljanje, trenutno, neki zlomi in nesreče, nesreče. In celoživljenjsko, avtoimunske bolezni, na vseh nivojih, na mentalnem nivoju in na fizičnem nivoju.
Enkrat sem slišal, ne vem, če sem zdaj spomnil, ampak mi je prišla misel v glavo, sem slišal, naprimer, v enem od prejšnjih videov, ki je bil ful malo gledan, ful smešno. Eden najpomembnejših videov, ki sem jih izdal, imel samo par ogledov, ki se kliče, zakaj je biti mama najpomembnejša vloga na svetu. In v enem videu opišem, na kratko povem, bom povedal tukaj, kar povem, je, da če bi mi imeli pogoje, torej, če bi se ljudje zavedali realnosti, resnice, kaj se dogaja in bi se dali na pravo stran, to pomeni, da bi stremeli k temu, da se soočijo s svojimi strahovi, ratajo celostni ljudje, s tem vredni in kot moški na prvem mestu sposobni s tem posledično nuditi zaščito ženski, bi mi lahko v eni generaciji proizvedli človeštvo, novo generacijo ljudi, ki bi bila opolnomočena in bi bila sposobna stati sama in ki bi zmeraj bila sposobna prepoznati resnico. Torej generacija, ki bi bila sposobna prekiniti vso to kondicioniranje, ki se prenaša že tisočletja iz roda v rod, nezavedno, represije človeka, torej od tujitve, od narave, od enosti z Bogom. Če bi moški vzel odgovornost v svojem življenju, če bi se nehal ubadati z bedarijami, kot je zastava, narodnost, država, da bi prepoznal, da so to samo še eni simboli, ene identitete, pod katerimi se ločujemo, namesto da bi se prepoznali kot enotni, torej ljudje in sistem, samo to obstaja, torej ali si Božji otrok, ali si en vladar, ki dela za Satana. To je to, ali si Božji otrok, ali delaš za Satana. Samo te dve strani so. Jaz ne razumem ljudi, ki se dajajo na še več strani, kot neke politične stranke, narodnosti, zastave, grbi, simboli in vse živo. In neka prepričanja, verska, religiozna, karkoli. Samo dve strani so. Ali delaš za Boga, ali si na strani resnice, ali si na strani ljudi, ki bi samo radi živeli in bili v stiku z naravo in bili celostni in opolnomočeni ljudje. Posledica tega je moški in ženska, torej heteroseksualnost, in na drugi strani imaš šibke ljudi, ki delajo za Satana, ki so prodali svojo dušo, ki so plačanci in so mogoče nezavedni ali pa celo zavedno delajo to in pač s tem podpirajo genocid, degeneriranje ljudi. To, kar se cel cajt odvija. Saj pogledajte, človeštvo je popolnoma degenerirano. Kot pravim, moški ni več moški, je ženska, ženska ni več ženska, je moški. Imamo cel kup izmišljenih avtoimunskih boleznih in na vseh nivojih človeka in konstantno se dogaja pobijanje ljudi. Ali pa če te noben ne ubije, se pa sam ubiješ, ker je življenje tako neznosno. Ker so te tako uničili. Ta sistem, za katerega mi plačujemo in dvigamo zastave. Ta sistem, za katerega ti dvigaš zastavo in verjameš, da je tvoja domovina ta isti sistem, pobija tebe in tvojo družino in vse ljudi, ki jih poznaš. Človek zbudi se, te zastave in te grbi ne pomenijo nič. Ali si Božji otrok, ali si Božji vojak, ali si na strani Boga, kar pomeni biti na strani življenja, biti na strani naravnosti, biti na strani celostnosti, vrednosti. In enkrat, ko si celosten človek, ki je soočen s svojimi strahovi, ki je neustrašen v izražanju svoje človečnosti, tak človek bo po defaultu kot stranski efekt tega, kot stranski efekt opolnomočenega človeka, je, da če imaš penis, si muškarčina, ki je sposobna agresije, in če si opolnomočena ženska, oziroma če si opolnomočen človek, ki ima vagino, si pač opolnomočena ženstvena ženska. Ampak zdaj to, kar jaz govorim tle, se lahko čuje, samo pač ljudje bojo rekli, naprimer, eni ljudje ful radi hitro rečejo, ja, Uroš, to je tvoje prepričanje. Vsak ima svoje prepričanje, toliko kot je ljudi, toliko je filozofije. Toliko kot je ljudi, toliko je filozofij. Kao, to sploh ni res. To sploh ni res. Ljudje radi mislijo, da
to, kar si ne mislijo in da če to verjamejo, da to je resnično. Oziroma takšno, kakšno si človek odloči, da bo imel identiteto, prepričanje, da to je to. Ampak to ni res. Obstaja resnica in obstajajo laži. Obstaja harmonija in obstaja disharmonija. To pomeni, da obstaja resnica, če obstaja harmonija in če obstaja disharmonija. Zato, ker življenje v resnici te pripelje v harmonijo. In če si prišel iz disharmonije v harmonijo, to pomeni, da obstaja neka pot, ena pot, ki te pripelje do tega. In to je pot resnice. To je pot sprejemanja življenja. To je pot sprejemanja celostnega izraza človeka. V glavnem, dokler jaz to govorim in ti samo to poslušaš in pol greš naprej v svojem življenju, se ne bo nič spremenilo. Dokler ne prepoznaš, da govorim tukaj nekaj pomembnega, se ne bo nič zgodilo. To je prvi korak. Drugi korak je, da se zazreš vase in se vprašaš, ali se soočaš z življenjem, ali bežiš od njega. Ali si šibek, ali si močen. Ali si nezaveden, ali si zaveden. Ali je v tebi sprožil taki videi, kakšno radovednost, ki bi te silila v preverjanje svojega življenja, izražanja sebe v svojem življenju. Kako živiš, kaj se dogaja v tvojem življenju. Kakšen je odraz tvojega obnašanja, kakšen je odraz v življenju tvojega notranjega stanja. Deluješ harmonično, je odraz tvojega življenja harmonija ali je disharmonija. Zakaj delaš? A te vodi strah ali te vodi ljubezen? Te vodijo identitete, prepričanja, filozofije, zastave, simboli, grbi, ali te vodi ljubezen? Kaj ti je pomembno? In ljubezen ne pomeni neki stiskanje in ljubčkanje. To je del ljubezni, to je par procentov. Ljubezen pomeni sprejemanje realnosti takšna, kakršna je, živeti v resničnem stanju, ki je edino stanje, kjer ni iluzij. To je stanje, kjer živiš življenje in vsakič, ko te življenje sooči z nekim delom sebe, katerega se bojiš, ne bežiš. To je stanje, kjer si odgovoren in sprejemaš vsak trenutek takšen, kakršen je, sprejemaš vse strahove, se soočiš s vsemi svojimi strahovi, ki ti življenje predstavi in v procesu te odprtosti do življenja postaneš odrasel človek. In če imaš penis, postaneš odrasel moški, in če imaš vagino, postaneš odrasla ženska, druge opcije ni. Samo če tako živiš v stanju predaje, v stanju resnice, to sta prva dva videa, ki sem jih naredil na tem YouTubeu, če bi si rad v detajle pogledal, kaj pomeni predaja, kaj pomeni resnica, da je to edina realnost, ki obstaja, vse ostalo je iluzija, če bi se rad prebudil iz sna, v katerem si že celo življenje. Če ti je začelo v tebi nekaj vzklikati, da si začel prepoznavati pomembnost tega sporočila, ki ga zdaj slišiš, se pedi pogledati prvi in drugi video, ki je v detajle razloženo. Kaj pomeni resnica, kaj pomeni predaja. V glavnem, samo če si dovolj radoveden, ker če pogledaš, jaz le nobenega ne obsojam, nikogar ne napadam. Jaz samo izpostavljam dejstva, tako kot je, kaj se zdaj ta trenutek dogaja. In ker sam živim resnično stanje, ker sem v predaji, ker sem predan življenju, ker sem odprt življenju, mi je jasno prepoznavanje med resnico in lažjo, včasih manj, ampak zdaj, zmeraj bolj in zmeraj lažje.
Bolj ko se soočaš z življenjem, bolj ko se soočaš s svojimi neprijetnostmi v življenju in strahovi, ki jih imaš, bolj ko rataš celosten v izražanju, da si sposoben največje nežnosti, največje brutalnosti, da zajemaš cel spekter človeka, bolj prihajaš v svoje naravno stanje. In če imaš penis, boš en dominanten moški, in če imaš vagino, boš ena nežna ženskica, ki je sposobna, tako kot vsak moški in vsaka ženska, cel spektr, ampak moški ima malo več agresivnosti, ženska malo več nežnosti. Nič drugega ne obstaja. In torej samo, če živiš življenje na tak način, torej da postajaš naraven človek, ki je sposoben spontanega izražanja v javnosti, ki ne zadržuje več ničesar, ki je neustrašen, torej soliden človek, biti soliden odrasel človek. Samo, če postaneš tak človek, če se dovoliš, da se odpreš življenju, da se umakneš temu konstantnemu begu in se predaš življenju, samo če to živiš, če živiš v tem stanju odprtosti, boš prišel v stanje harmonije, v stanje resnice. In samo, če boš sam v stanju resnice, tako kot sem prej rekel, takšen, kakršen si sam, tako vidiš svet, ne more biti drugače. Torej, samo, če se predaš življenju, samo, če se odpreš k življenju, zato da živiš resnico, da živiš harmonijo, boš končno v življenju sposoben prepoznavati med resnico in manipulacijo. Takšen, kakršen si sam, tako vidiš svet. Spoznaj sebe in spoznal boš svet, ta rek je marsikomu poznan. Samo, če boš celosten, boš vreden, in če boš vreden, boš v harmoniji. In samo, če si v harmoniji, lahko prepoznaš, kdaj se stvari dogajajo iz namena harmonije, kdaj pa iz namena disharmonije. Kdaj se ti predstavljajo možnosti, ki prihajajo iz namena ljubezni, in kdaj prihajajo situacije iz namena strahu. Naprimer, ko je bil COVID, bom dal primer. Jaz takoj, ko se je prišlo v javnost, ko se je sprožilo sporočilo, da je COVID, meni je bilo kristalno jasno, da je to nateg. Kristalno jasno mi je bilo, da je vse skupaj samo en nateg. In jaz sem bil takrat v stiku z ljudmi, ki so me prepričevali, da je to nekaj groznega, in so hodili z uno masko naokoli. In so celo šli v prepir z mano. Upam, da jim je zdaj jasno, tisti, ki ste me takrat poznali in ki me zdaj poznate, kaj pomeni biti v stanju resnice. Biti v stanju resnice pomeni biti celosten in s tem sposoben prepoznavati resnico v življenju. Drugače jo ne boš prepoznal. Drugače boš zmeraj v življenju se dajal na stran, tako kot ti bo tisti trenutek velel tvoj strah. Tako kot te bo vodil tvoj strah. Če se ne očistiš strahu v življenju, te bo vodil strah. Zavedno ali nezavedno. Eni so zdaj pametni, si mislijo, mene ni nikoli strah. Ljudje se ne zavedajo, da strah deluje nezavedno. Zavedno in nezavedno. Torej se bojiš in sploh ne veš, da se bojiš, zato ker tako funkcioniraš že od malih nog. In sploh ne vidiš, da tvoje obnašanje prihaja iz strahu. Ampak ima ta isti vzorec obnašanja iz strahu, ki je bil vzpostavljen v otroštvu, in ker si že cel life tak, tega sploh ne prepoznaš. Zato je zelo pomembno, da se zazreš vase, si vzameš čas zase in pogledaš, kaj delaš v svojem življenju, kako se obnašaš v svojem življenju, kakšne posledice imajo tvoje obnašanje zate in za ostale, in iz česa zares ti izhajaš, deluješ ti v življenju res iz neke pristnosti, ali deluješ iz nekega kondicioniranja, iz nekih navad, ki sploh več niso pristne ta trenutek. Si ti res v nekem stanju resničnosti, resnice, pristnosti, avtentičnosti, ljubezni, torej nekaj, k čemur te vodi ljubezen, ali delaš nekaj, k čemur te vodijo neke navade, ki prihajajo iz nekega strahu, mogoče iz trenutnega, iz sedanjosti, ali pa iz preteklosti, in se tega sploh zavedaš, ne? Dokler si ne boste ljudje vzeli časa v življenju, in jaz vem, da nas ta sistem uničuje in ne da nam dihati. Vem, da je težko. Jaz sem si včasih, kdaj si pomislim, da je naprimer mi težko v življenju, ampak pol vidim kakšne druge ljudi in si mislim, joj, meni je super. Zdaj sem gledal en video na internetu, ena mama, ženska, stara okoli 50-60 let,
mislim, da 50 sem pretiraval, okoli 50, ima 2 otroka, oba sta avtistična in ona sama ima probleme s srcem in še neko avtoimunsko bolezen, ima torej 2 neka avtoimunska stanja ima in ker se ni hotela cepiti, je dobila odpoved. V tujini ena ženska. In pač ona zdaj, jaz si sploh ne predstavljam, torej jaz nimam nobenega, jaz nimam otrok. Ta ženska, prvo kot prvo ženska je, sama ima 2 avtoimunski bolezni in ima še za skrbeti za 2 fanta, za 2 otroka, ki sta avtistična. In mož je umrl. In pol jaz tako si mislim, joj, meni je super. In sploh ne vem, kaj sem hotel povedati, sem pozabil. V glavnem cilj je cela poanta tega videa, sporočilo tega videa je, da spomnil sem se, vzami si torej cajt v življenju. Vzami si cajt v življenju, jaz vem, da nas uničuje sistem, zdaj sem samo izpostavil en primer ženske, ki jo je res sistem dobro zjebal, ampak vse je nas zjebal sistem. Sistem je zjebal in moškega in žensko in s tem posledično potem starši zjebajo svoje otroke in tako se ta neskončni vzorec represije življenja, disociacija, ta nesposobnost videnja jasnosti življenja se prenaša že celo življenje. Cel obstoj. In torej, ker živimo v takem suženskem sistemu, si je težko vzeti cajt zate. Jaz razumem. Imam enega dostavljalca, naprimer za hrano, ki mi pripelje hrano in mi človek pove, da on dela naprimer 16 ur na dan. On ima to službo, ko konča to službo, gre delati drugo službo, samo zato, da bi familija preživela. Nima cajta, on zase. To samo zato, ker živimo v suženskem sistemu. Kaj za tak sistem boš izobešal zastavo ali kaj? Torej, za koga se boš boril? Na čigavi strani boš, če pride do državne vojne? Na čigavi strani boš? Na čigavi strani boš kot nek bivši vojak, kot nek policaj, kot nek opolnomočen moški, kot nek moški sposoben agresije? Na čigavi strani boš? Boš plačanec za državo, boš delal za denar? Koga boš ščitil? Neke politične, mafijske interese, to boš ščitil ali kaj? Namesto, da bi bil na strani ljudi. Če vlada ne bi imela te obrambe, bi protest zaključil svoje, bi protest naredil nalogo, bi mi spremenili sistem. Torej, problem delajo samo te ljudje, ki se dajajo v bran elite. Plačanci, ki so tako prestrašeni in nezavedni, ki se dajajo v bran elite. V glavnem, če živiš v tem sistemu, tako kot si živimo, in je finančno težko, ker je vse tako svinjsko drago, nimaš cajta zase. In potem še oni cajt, ki ga imaš zase, rad porabiš tako, da si neke distrakcije ustvariš. Zato, ker jih imaš nezavedno že celo življenje, oziroma jih uporabljaš zavedno, zato, ker si pač obremenjen in iščeš nek stres relief. Torej, dokler se ne boš soočil s tem stresom, ki prihaja znotraj tebe, s tem stresom, ki se dogaja izven nas, itak ne moremo nič narediti. Mi smo sužnji, mi smo vsi sužnji. To je sužensko. To je suženstvo. To je sužensko lastništvo. Mi smo pač last te vlade, lahko dela z nami kar če. Ampak dokler si ti ne vzameš cajta, vsaj tisti mali del, ki ga imaš v svojem lifeu, zato da se vprašaš, na čigavi strani si, ali si celosten, kaj te vodi v življenju. Zakaj boš v življenju sploh stal? Na katero stran se boš dal, ko prije do žute minute? Na katero stran se boš dal? Dokler si ne vzameš te stvari in si te stvari razjasniš, dokler si ne vzameš cajt in si to razjasniš, boš zmeraj ostal tam, ko je ena ovca vmes in boš voden od tisti moment, toliko, kolikor si sam zaveden, toliko, kolikor si sam integriran kot človek,
tisti trenutek boš voden od nečesa, kar ti je podobno. Ker podobno prepoznava podobno. In dokler si človek, ki deluje še zmeri iz strahu, ki ni integriran, boš pač voden iz strani straha. Boš prepoznal to kot nekaj domačega. Šele, ko si neustrašen človek, oziroma blizu neustrašnosti, ker nočem praviti, da sem popoln, jaz ne vem, ampak sigurno neustrašen, zelo neustrašen. In šele, ko si tak človek, si sposoben jasno reči, ola, stop, jaz se tega ne grem, jaz se bom šel to, jaz sem na strani harmonije. Hvala lepa. Te ne more več noben posiliti, te ne more več noben prepričati, te ne more več noben zmanipulirati. Jaz ne pravim, da si pa poln, ampak te ne more več noben zmanipulirati in čuditi, tudi če te nekdo nalaže, boš hitro to prepoznal in se postavil nazaj v center. Tam, kjer veš, da se stoji, kadar stojiš v naravnem stanju, torej v resnici. Da si človek s hrbtenico, s svojim originalnim mišljenjem in da prepoznavaš resnico te realnosti. Da ni nobenih identitet in narodnosti in jezikov, nič ni narobe s tem, ampak dokler ljudje to uporabljajo za deljenje, je potem to samo en handicap. Da v resnici obstajajo samo ljudje, ki bi radi živeli v stiku z naravo in ljudje, ki bi radi živeli v stiku z nenaravnim, z bolanim. In imaš vlado in ljudi, ki so na strani vlade. In pa imaš ljudi, ki bi radi bili z naravnim. Ta borba je, torej borba je med Satanom in Bogom, med lažjo in resnico, med bolanim in zdravim. Ta borba se cel cel dogaja, ta duhovna borba. In zdaj, kje si ti na spektru integriranosti tega strahu, zavednega in nezavednega strahu, kolikor si ti predan in odprt življenju, od tega tvoje odgovornosti do življenja je odvisno, kaj boš prepoznal kot svoje, kot samega sebe, v čemu se boš prepoznal. Se boš prepoznal v naravnih ljudeh ali se boš prepoznal v bolanih ljudeh? Se boš prepoznal v naravnem ali se boš prepoznal v hororju? Kje se boš prepoznal? Je to odvisno od tebe samega, koliko si predan, odprt življenju v soočenju s svojimi strahovi. Koliko si sposoben živeti cel spektr samega sebe, koliko si integriran kot Božji otrok. Koliko si svoboden kot Božji otrok. Koliko si celosten, takšnega, kakršnega te je Bog, življenje, naredilo. Torej, protesti super fajn, ampak dokler mi ljudje ne naredimo tega dela sami pri sebi in se soočimo s svojimi strahovi in postanemo celostni, mi ne bomo nikoli znali stopiti skupaj. Ne bomo znali stopiti skupaj in ne bomo znali prepoznati v realnosti, kaj se dogaja in na katero stran stopiti, na stran resnice ali na stran laži. Ljudje istočasno rečejo, naprimer, ta človek ni moj predsednik, istočasno pa izobešajo, naprimer, svojo zastavo. In pol sem jaz tako, what? Kaj se dogaja tle? Kao, to ni moj vladar, ampak to je pa moja zastava. Mislim, zakaj ti stojiš? A ne vidiš, da je vse skupaj zmešano? Vse skupaj je zmešano. Torej, državna vojna se dogaja. Cel cajt se dogaja državne vojne. Protesti so državne vojne. Covid je bil državna vojna. Covid je bil državna vojna. Torej, znotraj Slovencev, znotraj našega ozemlja, znotraj naše zastave se je dogajala vojna. In na kateri strani si bil? Dosti ljudi je bilo na strani vlade. Dosti ljudi je bilo na strani korupcije in laži in strahu. Ker so ljudje nezavedni ali pa zavedni in preprosto preveč prestrašeni. Niso odgovorni v soočenju s svojimi strahovi in so s tem šibki. In potem si na strani šibkih avtomatsko. Greš ko ovca, čakajte, če si šibek. Če si močno se ustaviš in malo premisliš, kaj se dogaja.
Če te kdo sili ali se kam hiti, se ustaviš in rečeš, čakaj malo, da vidim. Kaj pomenijo te identitete in ta filozofije in prepričanja in naša cela zgodovina in narodnost, jezik? Kaj pomenijo vse te stvari? Kaj pomenijo vsa naša zgodovina človeštva, če nas na koncu to še zmeraj razdvaja? Koliko je vredna? Nič ni vredna. Kaj so vredne te zastave? Kaj je vredna ta narodnost, če nas na koncu še zmeraj razdvaja? Kako ne vidite, da dokler nas bojo te stvari, jaz ne pravim, jaz ne vidim nobenega problema v raznolikosti. Raznolikost bi nas lahko bogatila, ampak nas ne. Še zmeraj jo ljudje uporabljajo iz svojega stanja šibkosti. Če bi mi bili vsi opolnomočeni ljudje, bi nas raznolikost bi jo lahko ohranili in bi nas bogatila. Ampak ker smo mi šibki kot ljudje, kot človeštvo, nas ta raznolikost samo ločuje. Torej, kako ne vidite že do zdaj zaenkrat v svojem življenju, da sej, težko je slišati, da si šibek. Jaz sem tudi bil šibek. Vsi smo šibki bili. Nekateri še zmeraj so. To ni lahko slišati. Ljudje imajo pol ego in si rečejo, jaz sem močen. Ja, vidim. Kako ne vidite, da je vse skupaj, cela človeška zgodovina, vse skupaj je za manj. Vse skupaj je za manj, ker namesto, da bi nas vse te lekcije, vse te izkušnje, namesto, da bi nas končno združile, zedinile pod eno identiteto, ki se kliče, jaz sem Božji otrok, nad mano ni nikogar, jaz sem svoboden, opolnomočen človek, in takšni se med sabo prepoznajo in živijo v harmoniji. Namesto, da bi se prepoznali kot to, končno še zmeri posegamo po nekih distrakcijah, po nekih simbolih, grbih, zastavah, kakršnihkolih identitetah, ki nas še zmeraj samo ločujejo. Na katero stran se boš dal? Vpraši se. Na katero stran se boš dal, ko se bo treba dati na stran? Zakaj boš stal? Ali si res sam v integraciji in s tem v integriteti, ali si res opolnomočen človek, ali res vidiš jasno sliko dogajanja, ker dokler imaš te še zmeri neke nalepke in identitete in si navezen na to, je jasno, da te vodi strah. Ker človek, ki ga ne vodi strah v te identitete in te nalepke in te navezenosti na to, je nima. Je ravnodušen do teh stvari. Mu je pomembno, da se ljubi svojim bratom in svojo sestro, da smo kot družina, da funkcioniramo kot družina in da gremo skupaj naprej in gradimo harmonično družbo, civilizacijo. To je vse, kar ti je pomembno. Dokler imaš te neke nalepke, identitete, filozofije in neka prepričanja, v katerih močno verjameš in za njimi močno stojiš, se vpraši, če si zares svoboden človek. Vpraši se, dokler si navezan na prepričanja, s neko svojo moralo, na neke svoje vrednote, na stvari, v katere verjameš, vpraši se, če si zares svoboden. Če je to tvoja originalno prepričanje, če so to tvoje pristne, avtentične misli. In kaj vodi ta prepričanja? Ali jih vodi povezovanje in opolnomočenje ljudi, ali vodi strah? Ker potem to isto orodje, v katerega verjameš in skozi katerega deluješ, boš uporabljal za ločevanje, če deluješ iz strahu. Če pa deluješ iz ljubezni, ti je vseeno. Ti je vseeno, kaj se bo dogajalo s tem orodjem. Danes lahko govorimo srbsko, jutri slovensko, pojutrišnjem hrvaško, četrti dan italijansko. Vse nam je važno, da se štekamo. In se bomo med sabo spoštovali in razumeli. Če si človek, ki živi v integraciji lahko živiš samo, če si človek v integriteti. Lahko živiš samo, če si človek v integraciji. In kaj pomeni integracija? Integracija pomeni integracija življenja. Pomeni utelešenje, poosebljenje, biti reprezent celega spektra človeškega izražanja. In do tega prideš samo,
če se soočiš s strahovi v svojem življenju. Drugače ne gre. Če se ne boš soočil s strahovi v svojem življenju, če ne boš podvomil v stvari, ki jih živiš, samega sebe pogledal, v stvari, ki jih verjameš, če jih ne boš preveril, če so to res tvoje pristne, originalne misli in občutki in kaj stoji za njimi, kakšen namen je, ali prihaja iz strahu ali iz ljubezni, dokler ne boš tega preveril, boš zmeri voden iz tega. Boš zmeri voden, boš zmeri videl svet skozi ta nek svoj profil, skozi svoje kondicioniranje, skozi svoj strah in ne boš prepoznal resnice. In se ne boš znal dati na pravo stran. Enkrat boš na tej strani, enkrat boš na uni strani. Ne boš znal trdno prepoznati zmeraj resnice v življenju. Boš še zmeraj lahko prevaran s strani laži, s strani Satana, ki je nič drugega kot zelo dober prevarant. Satan ni nič drugega kot zelo dober prevarant. Poglejte COVID. Kakšna dobra prevara je bila to. COVID je bil taka dobra prevara. Najprej nek izmišljen virus, ki te ravno toliko uniči kot vsak virus, obremeni kot vsak virus. In potem rešitev za ta virus, ki ni bil nič drugega kot vsak drugi virus, ki je bila ono cepitev kao proti temu, v bistvu je bila pa, torej kao zdravljenje za ta virus, v bistvu pa je bila to ona glavna pizdarija, glavna vojna. Degeneriranje ljudi na DNK nivoju, na genskem nivoju. Poglejte, kakšna dobra prevara je to bila. Fuck. In kakšno zlo je za tem, da se tako igraš z ljudmi, z življenji, ljudmi. Kako prepoznajte, kakšna cifra, ti si samo cifra, ti si niko in ništa tle. Ti si niko in ništa v tem sistemu, noben te ne zaščiti. Vse to, kar je ta sistem si izmislil, stroka, farmacija, zavarovanja, to ne obstaja. To samo na papirju obstaja. Samo na papirju obstaja in za neke površinske stvari obstaja. In to je to. Za vse ostalo resnično, kar bi moglo nas zaščititi in nam dajati neko vitalnost in opolnomočenje, je laž, izmišljeno, ne deluje. Sploh ne obstaja. Samo na papirju obstaja ta sistem. V resnici ne deluje, v resnici sploh ne obstaja. Nobenega zavarovanja ni v življenju. Ne moreš se zavarovati v življenju. In šole, kaj so šole? Vse ne ponujajo nobenega znanja. Samo punijo nam glave. Nam onemogočajo lastno razmišljanje. Nam onemogočajo sposobnost originalnega mišljenja. Nam onemogočajo sposobnost prepoznavanja resnice. Ne, ti ne boš prepoznaval resnico. Ti boš mislil to, kar ti jaz rečem. To te uči šola. Koliko so vredne te diplome in te nazivi. Kot je na koncu doktor. Zajebani, školovani doktori, intelektualna smetana, vladari. Torej, to so kao najbolj izobraženi ljudje, ki potem sami slepo in zavedno, torej zavedno in nezavedno, uničujejo ljudi. Vprašajte se, koliko je vreden ta sistem, koliko so vredne te zastave in ta narodnost, za katero stojite. Če se na koncu potem znotraj vsake države, znotraj vsake skupine, identitete dogajajo ene in iste stvari, znotraj vsakega jezika, znotraj vsake narodnosti, znotraj vsake meje, znotraj vsake dežele, znotraj vsake skupine ljudi se dogaja ista vojna. Kako ne prepoznate, da nas te stvari samo razdvajajo in da je cajt, da se končno prepoznamo tam, kjer smo isti. Torej ljudje, ki želimo končno harmonično družbo, mir, ljubezen, opolnomočenje. In ja, jaz se strinjam, da živimo v cajtu vojne, zdaj smo v tistih cajtih, ko težki časi proizvajajo močne ljudi, zdaj smo v teh cajtih, težki časi, ki proizvajajo močne ljudi in to so idealni časi zdaj za rast. Lahko vidimo to kot nekaj groznega, ker se dogajajo res grozote na svetu, ampak istočasno so to težki časi, ki bojo proizvedli močne ljudi. Močne vladarje in ljudi, ki bojo
končno postavili nekaj harmoničnega, nekaj naravnega, en steber resnice v tej družbi. Tako kot so to delali profeti. Edini ljudje, ki so nam lahko vzor. Rad bi slišal vaše komentarje spodaj pod videi. Če bojo konstruktivni, jih bom poslušal, sprejel, mogoče naredil celo video na to temo vašega komentarja. Če bojo pa pač negativni in nekonstruktivni, jih bom pač preprosto brisal. Zato, ker jaz tukaj ponujam neko videnje, neko rešitev, ki vem, da deluje, zato ker jo živim. Nisem samo en načitan človek, ampak živim to, kar govorim in opisujem iz svojega stanja. In če misliš, da veš boljše kot jaz, mi ponudi konstruktivno rešitev, tako kot jo jaz ponujam. In jo moraš živeti. Moraš jo živeti in mora delovati in prinašati harmonijo v tvoje življenje, kot prinaša v moje. Ker če mi boš samo metal polena pod noge, potem te bom brisal. Ker res nisem tukaj in ne mečem polena pod noge, ampak sem tukaj zato, da bi prinesel rešitev in opolnomočenje ljudem. Tako da, če se prepoznaš pod informacijami, ki jih izgovarjam, subscribaj, zato da se šera, da se deli, jo taka sporočila. Če se pa ne prepoznaš, mi dej neko konstruktivno kritiko, ponudi boljše, kot ponujam jaz, in če tega nimaš in misliš samo polena metati pod noge, jaz bom brisal potem take stvari, ker to nima smisla. Ker jaz tega ne delam. Jaz ponujam rešitve, ki jih živim. V glavnem, če bi rad v detajle razumel, o čemu govorim, je prvi in drugi video namenjen temu, resnica in harmonija. Zakaj je to tako pomembno? Zakaj je tako pomembno dobiti integriteta od človeka? Ne zato, ker si se odločil biti v integriteti, zato, ker živiš iz glave in bi zdaj rad sledil svojim prepričanjem. To ni integriteta. Integriteta pomeni, to je egoistična integriteta, to je šibkost, to je šibka integriteta. Jaz govorim o pravi integriteti, o opolnomočenju, o človeku s pokončno hrbtenico. Govorim o človeku, ki opisuje iz svojega stanja, iz svojega spremenjenega stanja. Ne človek, ki ni nobene spremembe doživel v svojem življenju, ampak se je odločil, kako bo živel in zdaj se sili živeti po svojih prepričanjih. To ni integriteta. Integriteta je, da ti doživiš spremembo v svojem življenju in potem opisuješ iz svojih spremenjenih rezultatov. To je integriteta. Zato cel pravim, da integriteta prihaja iz besede integracija. In integracija pomeni biti sposoben živeti karkoli ti življenje predstavi. Sposoben izraziti karkoli življenje zahteva, da izraziš. Torej biti odgovoren vsak trenutek svojega življenja. To je opolnomočeno stanje. To stanje ti omogoča, da vsak trenutek veš točno to, kar moraš vedeti in da vidiš to, kar moraš videti. To je najvišje stanje. To je najbolj opolnomočeno stanje. Noben guru ni na tem nivoju. Vsi ljudje, ki prodajajo neko zavedanje in da je to kao najvišje stanje realnosti, vsi te guruji, ki jih poznamo, to so slepi ljudje. To so slepi ljudje. Večina duhovnosti, ki se prodaja zdaj v družbi, to je slepota. To je taka slepota, da ja, Bože. Ko boš sprobal celo to duhovnost, ki jo predstavlja svet, in ko boš sprobal vse, kar ponuja ta svet, ko se boš soočil in se izpostavil vsem tem prepričanjem in filozofijam, boš videl, da edini ljudje, ki so imeli kaj pojma v tem lifeu, so bili profeti. In to govorim jaz, ki sem celo življenje bil materialist proti religiji. Profeti so bili edini vzorni ljudje. Edini ljudje, ki jih lahko poslušamo. In če si hočeš pogledati najbolj ažurirano verzijo profeta oziroma messengerja of God, torej
ker je bil zadnji profet Mohamed in po njemu naj bi prišli samo messengers of God, ne več profeti. To je kao nekaj manj. V glavnem zadnji, ki je najbolj ažurno sporočilo in je samo prinesel isto sporočilo kot vsi profeti pred njim, ampak ažurirano na današnji čas in prostor, je vera Bahaj. In ta messenger je bil Bahá'u'lláh. In jo imamo tudi v Sloveniji, če bi si radi kaj pogledali, če mislite, da moje razlaganje tukaj ni dovolj. Cool. Vprašaj se, na čigavi strani boš, če se bo treba bojevati. Zakaj boš stal, ko bo treba stati? Jaz vem, meni je jasno. Na strani Boga, na strani naravnega, na strani življenja, na strani srca, na strani ljubezni, na strani resnice, na strani opolnomočenja. Na strani, kjer se ljudi sprejema v celoti, ne samo delno. Na strani, kjer se ljudi sprejema v celoti. Toliko v celoti, kolikor se niti sami ne sprejemajo. Samo tako lahko pridemo do konca in to je ljubezen. Samo tako lahko pridemo do konca tej noriji in to je ljubezen. Ljubezen je res vse, kar rabimo. Ampak ljudje ne razumejo pomena ljubezni, ga razumejo na tistem svojem nivoju in mislijo, da ljubezen ni dovolj. Zato, ker jo ne znajo aplicirati na vse nivoje življenja, zato, ker vsak vidi zmeraj samo toliko, kolikor vidi sebe. Ljubezen je najvišja inteligenca, ki obstaja. Samo jo moraš znati aplicirati. Povsod. In tega ljudje ne znajo. Zato sem tu jaz, zato je tle ta kanal. Ampak to je debata za naslednjič, tako da see you next time.